ki krepenilo čaka dan, da kode sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Narojak, rozbor sahne vrate sosed pomejak. Narojak, rozbor sahne vrate sosed pomejak. Vrate sosed pomejak. Kdor se s petjem ukvarja, Kranjec moj mu osle kaže. Pevcu vedno sreča laže, on živi, umrje, brez denarja. Le začniva pri Homeri, prosil reva dnije stare. Nas so videl pontu tare, drugih pevcev zgodbe beri, nam spričuje Alighieri, kako sreča pevca udarja. Nam spričujeta pisarja Luzijade, Don Kihota, kakošna Parnasa pota. Slep je, kdor se s petjem ukvarja. Kaj Petrarkov, kaj nam tasov treba pevcev je prijetnih. Slišim od butic neokretnih vprašat zdačnih, prijetnih časov. Komu mar prijetnih glasov pesem, ki pojo Matjaže? Boje krog hrvaške straže, mar kar pevec pev Ilirije, mar čebelce roji štirje. Kranjec moj mu osle kaže. Lani je slepar starino še prodajal, nosil škatle, meril platno, trak na vatle. Letos kupi si graščino. Naj gre pevac v daljno kino, še naprej se pot mu kaže. Naj si s prsti tinto maže, naj ljubezen si obeta vneti lepega dekleta, pevcu vedno sreča laže. Vendar peti on ne jenja. Grabte denarje skup gotove, kupovajte si gradove, v njih živite brez trpljenja. Kodar se ne bo razpenja, grad je pevca brez vladarja. Njem zlatnina čista zarja, srebrnina rosa trave. S tem posestvom brez težave on živi, umrje, brez denarja. Spoštovani obiskovalci Prešernove vrbe, pohodniki iz najrazličnejših krajev Slovenije in zamejstva, kulturni ustvarjalci. In vsem, ki čutimo Prešerna, našega največjega pesnika, do njega še poseben odnos. Vsem našim gostom prav lep pozdrav. Glas poezije je v današnjem hrupnem svetu nežen in krhek. Redke so priložnosti, ko lahko v polnosti zaživi svoje poslanstvo. Je pesem napisana za eno samo osebo? Ji bo prisluhnila skupina ali morda množica ljudi? Ali me je strah odzival in različnih mnenj? Se bojim in si hkrati zelo želim, da bi se moja notranjost odstrla. Kako me pesem spreminja in kako drugi pesniki spreminjajo mene? Koliko lahko beseda, omejujoča v svojem izrazu, resnično prenese pisanost in širjavo mojega duha? Današnji dan odpira in išče odgovore na številna vprašanja, ki so skupna vsem ustvarjalcem. Rast, soočenje, novi izzivi, druženje, izmenjava mnenj, učenje in sprostitev. S Prešernovo poezijo dramskega igralca in letošnjega Severjevega nagrajenca Borota Verovška smo začeli današnjo osrednjo slovesnost. Najprej je ritem srca, nato se rodi melodija, prav zares se rodi, počasi kot otrok, z bolečino, s pričakovanjem, z ljubeznijo, z divjim veseljem, občudovana se prebuja v življenje. Naša pisem.
Potem jo položimo v toplo zibko in jo zazibljamo. Tako jo varujemo, dokler ne poleti. Saj pesem mora leteti. Leteti na krilih domišljije, na krilih želja. Kot člani mešane pevske skupine dr. France Prešeren pod vodstvom Irine Kosmač. Boga
ljubca bila uslišana, meglica šla je z jezera. Magla, magla iz jezera. Magla, magla iz Prosim župana občine Žirovnica, gospoda Leopolda Pogačarja, da pozdravi ta veličastni zbor zbran ob našem velikem rojaku. Spoštovani predsednik državnega sveta, gospod Mitja Brvar, poslanka državnega zbora, predstavniki državnega sveta, ostali visoki gostje, kolegi župani in podžupani iz sosednjih občin, podžupan občine Žirovnica in občinske svetnice in svetniki, lepo pozdravljeni. Poseben pozdrav pa velja vam, drage občanke in občani, pohodniki, veterani vojne za Slovenijo, obiskovalci, skratka vsi prijatelji Vrbe in našega Franceta Prešerna. Da je slovenski kulturni praznik pomemben v naši zavesti in zavedanju in je Prešeren simbol slovenske pisane in izrečene besede, dokazujete prav vi. Vi, ki se vsako leto poklonite našemu največjemu pesniku tu v Vrbi. Mnogo vas prihaja v Vrbo peš, od blizu in daleč. Nekateri pritečete, drugi spet strumno prikorakate. Ne zmoti vas ne sneg in dež, tudi veter nekod vidim in ne mraz. Zato mi dovolite, da se vam iskreno zahvalim tudi v imenu občine Žirovnica. Letos slovenski kulturni praznik obeležuje častitljivo obletnico, saj mineva 70 let, odkar je bil sprejet odlok o razglasitvi 8. februarja za slovenski kulturni praznik. Mediji vsako leto pred kulturnim praznikom namenijo veliko pozornosti Vrbi. Žal, nekateri le zaradi neurejenih sosedskih odnosov, drugi pa z razmišljanjem o simboliki in dejanskosti, ki jo dr. France Prešeren in s tem Vrba v širšem prostoru predstavlja in zasluži. Naj bo moja letošnja osrednja misel ob slovenskem kulturnem prazniku namenjena vrednoti pozitivne informacije in kulturi dialoga. Nažalost, kot na primeru Vrbe, smo vsak dan preplavljeni z negativnimi informacijami, ki samo še poslabšujejo naše počutje in dojemanje problemov okoli nas, ki ne pripomorejo k konkretnemu informiranju, temveč podpihujejo negativizem v najširšem pomenu besede. Vse, ki vam je in nam je poslanstvo informiranja javnosti, pozivam, da vsak dan odkrijemo, izpostavimo in predstavimo en dogodek, osebo ali stvar, ki je pozitivna, ki je dobra in ki bo svojim zgledom lahko vodilo drugim. Če bomo temu sledili vsi, se bo stanje duha in telesa izboljševalo in kot vsi dobro vemo, če pozitivno razmišljamo, pozitivno delujemo. Kar pa se tiče kulture dialoga, pa samo to. Dajmo se najprej naučiti poslušati in slišati sogovornika. Prav je, da na dan kulturnega praznika, da se zavemo naših korenin, našega jezika in kulture. Zavedanje, dialog in reševanje težav povezanih z našo kulturo in pogoji za njeno delovanje je prava pot, da izboljšamo to področje. Narod, ki ne neguje svoje kulture in je ne spoštuje, je reven, ne glede na milijone, ki bi jih država namenila za to področje. Je pa res, da je veliko stvari odvisnih od sredstev, ki jih vsi skupaj namenjamo za kulturo. Prav je, da se tega zavedamo vse leto in ne le na dan kulturnega praznika. Tudi vsakoletna prisotnost vsaj enega od predstavnikov državne oblasti na naši prireditvi nam daje spodbudo in hvaležni smo vam za vašo prisotnost in besede, ki nam jih namenite. Naj tokrat zaključim z besedami povzetimi iz sonetnega venca, ki ga je spisal naš dragi rojak. Vremena bodo krancem se zjasnile, je milši zvezde, kakor zdaj sijale, in pesmi bolj sloveče se glasile. Hvala za pozornost in preživite lep dan.
Govornik ob današnjem kulturnem prazniku je predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Mitja Bervar. Prosim, da pride na oder in nam spregovori. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani župan Leopold Pogačar, spoštovani državni svetnik magister Stevo Ščavničar, spoštovani nekdanji predsednik Državnega sveta gospod Janez Sušnik, spoštovani poslanci Državnega zbora, lep pozdrav seveda tudi magistri Alenki Bratušek, spoštovani župani sosednjih občin, spoštovani gostje, dragi vaščani, nastopajoči, lep pozdrav tudi pohodnikom spomina in prijateljstva, predvsem pa lep pozdrav prijateljem kulture. Veliko čast mi je, da vas lahko v imenu Državnega sveta Republike Slovenije in v svojem imenu prav danes pozdravim na tem svetišču slovenske kulture, ki je usodno zaznamovalo duhovni svet našega največjega poeta Franceta Prešerna. O vrba, srečna, draga vas domača, ker hiša mojega stoji očeta, je na simbolni način dom vseh Slovencev. Na domačem pragu očeta naše himne, ki se je upal sanjati o dnevu, ko vremena bodo kranjcem se zjasnile, smo se zbrali na dan, ko nas ne razdvaja, nas ne ločuje, temveč globoko povezuje. Slovenci smo verjetno edini narod, ki slavimo dan kulture kot nacionalni praznik. To nikakor ni naključje. Umetnost in kultura sta pripomogli k temu, da smo v tisočletjih kot številčno majhen narod, obdan z veliko večjimi ljudstvi, uspeli ohraniti svoj jezik in svojo identiteto. Brez slovenske pesmi in besede, brez mokro cvetečih rožc poezije ne bi bilo slovenske države. V Prešernovem času, v prvi polovici 19. stoletja, sta se štela slovenska kultura in jezik za manj vrednega. Če bi šlo Prešernu le za denar in slavo, bi se lahko odločil za pisanje samo v nemščini. A se je iz globokega spoštovanja do lastnega naroda skupaj s prijateljem Matijem Čopom v abecedni vojni boril za visoko književnost in slovenski jezik. V novi piseriji se je uprl prevladajočemu pojmovanju, da bo poezija poučna in utilitaritarna, da bi jo lahko z večjim razumevanjem sledilo večinsko kmečko prebivalstvo. Ni šel po lažji poti Koseskega, pač pa je v sonetih svojo muzo, Primičevo Julijo, postavil obok Danteve Beatriče in Petrarkine Laure. Slovenski jezik pa svojo ustvarjalnostjo povzdignil na raven ostalih evropskih jezikov. Prešernovo dejanje je bilo dejanje ljubezni, pokončnosti in ustvarjalnosti. Predvsem nam je pokazalo, kako pomembna je za ustvarjalca in za narod samozavest. Prešern nas je z opozorilom na pomen domače pesmi Milo se glase zapustil sporočilo, da je umetnost magistrale življenja našega naroda. Umetnost v sebi nosi prebojevalno moč, da zbudi bi slovensko celo, da bi vrnil k nam se časi sreče. Obenem pa nas spodbuja, da zaupamo v lastne sile. Prešernova življenjska in ustvarjalna pot nas uči, da se moramo najprej spoštovati sami. Šele na to nas bodo spoštovali tudi drugi. Z današnjega vidika je njegova ustvarjalnost nastopila v ključnem zgodovinskem trenutku. Slovencem vlila narodno samozavest in nas jezikovno, politično in življenjsko poenotila kot narod. Vsi mi danes živimo sadove tega najplemenitejšega obdobja naše kulture. S ponosom namreč lahko rečemo, da smo si državo
bolj kot z orožjem in ekonomijo izbojevali s pesmijo in jezikom. Zato naša moč izvira iz kulture. Na tej podlagi danes prosto volimo vero in postave. Prepričan sem, da bi pesnik svoje stanovske kolege, avtorje pisateljske ustave, konstitutivnega akta naše državnosti postavil ob bok očetov naših imenitna dela, kar jih nekdanjih časov zgodba hrani. Sodobna slovenska družba je kulturni v simbolnem smislu dala največ. Zahvalila se je na način, da je kulturni praznik Prešernov dan uzakonila kot državni praznik. In pesnitev našega največjega poeta je postala naša državna himna. Slovenska kultura nikoli ni bila zapovedana. Rojevala se je iz notranje ustvarjalne nuje posameznika, a je, kot kri napajala vene celotnega narodovega telesa, ga oskrbovala z energijo in mu dajala notranjo moč. Danes utripa v raznolikih izrazih. Poleg žlahtne profesionalne ostaja prav tako pomembna ljubiteljska kultura in z njo društveno življenje. Ljubiteljska in profesionalna kultura se ne izključujeta, temveč se dopolnjujeta in hodita z roko v roki ter plemenitita druga drugo. Pa je naš odnos do kulture danes takšen, da bi velik pesnik brez ironije ponovno zapisal: o zlati vek zdaj, muzam krajnskim pride? Nisem čisto prepričan. Žal smo se s tem, ko smo si izborili svojo državo, ustanovili svoje kulturne inštitucije in skrb zanje naložili Ministrstvu za kulturo, zazibali v sladke sanje, da smo se kulturi primerno odolžili za njeno vlogo v procesu naše narodne samouresničitve in da smo zanjo storili vse, kar je bilo potrebno. Pozabili smo na čas, ko nam je kultura pomenila nekaj presežnega, ko je bilo ustvarjalnost čutiti v vsakem koraku in se je ni merilo z vatli proračunskega uporabnika. Vse pogosteje tudi v javni besedi slišimo, da je kultura strošek in da naj svojo vrednost dokaže na trgu. Vrednote zmotno zamenjujemo z vrednostjo, materialne dobrine pa smislom. V času, ko bi lahko poleg ekonomske, družbenega in okoljskega vidika postala kultura eden temeljnih gradnikov ustvarjalnosti, kreativnosti in trajnostnega razvoja, ne znamo v polni meri izkoristiti njenega potenciala za osmišljanje našega bivanja in spodbujanja dialoga z drugimi kulturami, narodi. Nikoli ne bomo vsi enaki, lahko pa različnost razumemo in se jo naučimo spoštovati. Kultura lahko v času krize, ko se razraščajo predsodki in stereotipi, pomembno pripomore k kontinuiranemu dialogu med civilizacijami, blaži razlike in pokaže na skupne rešitve. Te velike moči kulture se je seveda zavedal že Prešern in ta misel živi v središču Zdravljice in jo s himno Slovenci širimo po celotnem svetu. Misel enakopravnosti, prostosti in bratstvu ljudi. Po mojem prepričanju, rešitve za globoko krizo sodobnega sveta ne bomo našli v borznih indeksih in kapitalskih donosih. Najdemo jo lahko v poglabljanju v naše skupne vrednote, v dialogu z drugačnimi in z iskrenem iskanju priložnosti za sožitje. To velja tako za Slovenijo, Evropo, kot za ves svet. Spoštovane Slovenke in Slovenci, dragi prijatelji kulture, slovenski kulturni praznik je pravšnji dan za razmislek o vlogi kulture v slovenski preteklosti, o njenem položaju v sedanjosti in o mestu, ki jo namenjamo v prihodnost.
Preko odnosa do kulture si namreč postavljamo vprašanje o nas samih. In če je Prešeren s pomočjo kulture junaško postavljal temelje naše narodne samozavesti, si moramo danes, po četrt stoletja državnosti, postaviti jasne cilje, kaj kot narod z državo hočemo. Kaj se lahko se vprašamo, kdaj smo nazadnje resnično prisluhnili sporočilu himne, s katerim se tako radi postavljamo izven do naše domovine. Saj danes si prisluhnimo tudi doma, vsak pri sebi in vsi skupaj z aktivnim udejanjanjem besed, da kodar sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. In potem zavestno nadaljujemo tudi 9. in 10. februarja vse do 3. decembra v želji, da bi na pesnikov rojstni dan uresničili njegovo plemenito misel in se povezali v svobodnem in miroljubnem sožitju. Spoštovane državljanke in državljani, tako kot kultura, tudi državo ne smemo jemati kot nekaj samoumevnega. Ni lahko narodom, ki jih morajo rojevati pesniki, in ni lahko pesnikom, ki morajo rojevati svoj narod. Torej ni lahko narodom, ki jih morajo rojevati pesniki, in ni lahko pesnikom, ki morajo rojevati svoj narod. Prešeren nam je v svojih pesnitvah vizionarsko pokazal, kako lahko kot posamezniki in narod presežemo lastne šibkosti in dokažemo svojo lastno in narodovo veličino. Kako lahko živimo svobodno in ustvarjalno življenje, sami s seboj, s svojimi sosedi, z družino in narodi v ožjem in širšem smislu. Naša dolžnost je, da varujemo našo bogato kulturno dediščino, obenem pa omogočamo spodbudno okolje za umetniško delovanje in razvoj Prešernov, ki delujejo med nami danes, pa tudi tistim, ki šele prihajajo. Vsem, ki v prsih nosijo ali pekel ali nebo, moramo sistemsko nuditi boljše pogoje, kot so jih imeli Prešeren in sodobniki. Stanu se svojega spomni, trpi, brez miru, ne more biti odgovor današnjega časa, ne sme postati odnos države do ustvarjalcev, ki osmišljajo njen obstoj. Skrb za kulturo je namreč merilo narodove zrelosti, edino pravo poroštvo naše prihodnosti in najmočnejše narodovo vezivo v času globalizacije. Skrb za kulturo je skrb za ohranjanje samega smisla. Torej vsem skupaj, kljub vetru, mrazu in vsem, kar smo se Slovenci znali naučiti, vam želim še lepo praznovanje kulturnega praznika 8. februarja in seveda ob snidanju naslednje leto. Hvala lepa. Si obljubil, da boš me
celo, nikdar več ne bo veselo, kaj je tebi tega mar. Bog te obvar, Bog te obvar, Bog obvar zdaj in vedno, Bog obvar te z ljubco čedno, Bog venuro daj posledno, prid ko Krista pred oltar. Bog te obvar, Bog te obvar, Bog te obvar, Bog te obvar. Ljubice pod okno dragi, pride marsiktero noč. S teklico se pogovarjat, dokler ne napoči zor. To je zvedel oča stari, stari oča sivi mož. Kregal svojo lepo hčerko in svaril jo je rekoč: Ako boš pri oknu stala, kadar mimo hodil bo, ak po noči govorila in vzdimva svala boš. Hišo boden ti ogradil, zida v zid bom krog in krog. Spustil bom okoli hiše sultana, da lajal bo, stari hišni bom ukazal, da bo spavala s teboj. Hčerka je odgovorila te besede mu rekoč: Stari oča, oča ljubi, ljubi oča modri mož. Lojtro bo za zid prinesel, za peseta kruha kos. Hišna meni davno nosi pisma s plačano roko. Ako hočeš, da ne hodi več pod okno, ljubi moj, za ženico dajte, drag mu ljubi oča, me na dom. Da ne smem si ukazala, belih rok se dotaknit, zvedla deklica si zala, kako znam pokoran bit. Da ne smem si ukazala, od ljubezni govorit, zvedla deklica si zala, kako znam pokoran bit. Moram si ukazala, hojo k tebi opustit, zvedla deklica si zala, kako znam pokoran bit. Moram si ukazala, tebe se povsod ognit, zvedla deklica si zala, kako znam pokoran bit. Zraven pa si ukazala, da te moram pozabit. Uboga od deklica bi zala, ak bi moglo se zgodit. Ali srce mi drugo ustvari, ali počakaj, da to bit v srcih neha, pred ni moč te pozabit. Da bi od ženskih ne bil zapeljan, podal se na otok je sveti Senan. Valovi šumijo okrog in okrog, otok ni dotaknjen od ženskih belnog. Na morju se vzdigne prav velik vihar, vse kliče na pomoč svetnike mornar. Strašno se valovi, vetrovi trepo, strele letijo, grom stresa nebo. Tje barko k otoku vihar pridrži, z nje stopi deklica z nebeškimi očmi. Dve skalci vzdiguje strah, prsi mokre, ja, Senanus je zmeden, sedjat kam ne ve. Vihar me pridrvil, jaz sem kaj do vas, pod streho vzemite me, oča, ta čas, da se posušim in prosite Boga, da pošlje drug veter, da vreme nam da. Za vreme ji reče, jaz hočem molit.
Na tem polotoku ne smeš se muditi. Menih sta in ženska nasprotne stvari. Le hitro odtod proč, ker se že mrači. Poklekne in prosi za vreme Boga. Poležajo, koj se valovi morja. In luna zasije, zjasni se nebo. Proč deklico mokro vetrovi neso. Senanu se sanja potem vse noči. Od deklice nedri, od njenih oči, da v smrtno bolezen potisnil jo mraz in da jo spovedat zamudil je čas. In ko vihar spet na morju buči, po ladji se ozira skrbnimi očmi. Če žensko pridrvil vihar bit je v stran, pod streho bi vzel jo, spovedal se nanj. Tam čaka zaston in zaston se kesa. Nazaj med ljudi se Senanu spoda. Odtod se menihi ženstva ne boje. Za dušo in truplo njih radi skrbe. Pesem se naredi na koncu nosu, v ušesu, v dežju, v travi, na sprehodu, na zabavi, na srcu, v očeh, v glavi. Pesem se lahko kjerkoli pojavi in se začne rasti kot plevel, ki ga ne moreš izruvati, ker je vsak dan bolj debel. Ta plevel je posebna čarovnija, zdraljivega pesnikova domišljija. Dokler nekega dne ne poči, takrat je pesem odrasla in zrela in pesnik od veselja poskoči. Na oder vabim današnjega posebnega gosta, domačina, častnega občana občine Žirovnica, pevca in glasbenika Aleksandra Meška. Dober dan. No, ta prva pesem, ki jo bom zapel, je posvečena poti kulturne dediščine tukaj skozi naše vasi. Nekaj let nazaj sem jo napisal, v Žirovnici pa naslov. V Žirovnici, tam kjer veter ponori, ko se bela zima v pomlad topi, venec je vasi, tik pod karavankami, ki so vrh Parnasa vsej Sloveniji. V Mostah mati so doma, so rodili kersnika, v Žirovnic pa stoji hiša Čopova, Brezenca je Janševa, doslovče od Finžgarja, rodne vas so Janova, vsake žetve vajena, a na sredi teh poti vrba draga vas stoji, ki Prešernu njega dni je po žilah gnala kri. Je po žilah gnala kri. V Žirovnici, tam kjer veter ponori, ko se bela zima v pomlad topi, venec je vasi, tik pod karavankami, ki so vrh Parnasa vsej Sloveniji. Ko zvonovi zazvoni, se vasice prebudi, posejane pod gori, nova zgodba se začne, ki bo zrasla pred očmi, nova pesem novih dni. Med kozovci, lipami, brazdami, zoranimi, toplo sonce jo spudi, trdna roka jo vzgoji, dela znoj da moči, reka solz jo napoji. Reka solz jo napoji. V Žirovnici, tam kjer veter ponori, ko se bela zima v pomlad topi, venec je vasi, tik pod karavankami, ki so vrh Parnasa vsej Sloveniji. Tole ste že slišali ene dvakrat, ampak tale pesem je tako kot ena naša slovenska domača molitev. In tole je moja verzija sicer, ampak mislim, da jo boste vsi znali zraven recitirati, tako da je pa tole za mene en
poseben prostor, kjer lahko tole pesem zapojem. O vrba. O vrba srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta, te ukaže jame iz tvojega sveta. Speljala ne bila golfiva kača, ne vedel bi, kako se v strup prevrača. Vse, kar srce si sladkega obeta, bi ne bila bi vera v sebe vzeta, ne bi v viharju notranjih migrača. Zvesto srce in delavno ročico, zato to, ki je nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno devico. Žal mi je tole mi skozi uhaja. Bi mirno plavala bi moja barka, pred ognjem dom, pred točo bi pšenico, bi bližnji sosed varoval. Bi mirno plavala bi moja barka, pred ognjem dom, pred točo bi pšenico, bi bližnji sosed varoval. Svet Marka. No, tole je pa pesem, ki Prešerna, oziroma tista usoden trenutek, ko je Prešeren srečal Julijo v Trnovski cerkvi v Ljubljani. Tudi jaz sem živel kakšno leto in pol, preden sem šel v London v Trnovem, in se spomnim še, kako sem si predstavljal, kako je mogel biti v Prešernovih časih tam v Ljubljani. V Trnovo ima še vedno en tak občutek stare Ljubljane. In tole je to, Trnovo, kraj nesrečnega imena. Je od veselega časa teklo leto, kar v Betlehemu angelcov hozana je oznanila, da je noč končana. 2x933. Bil veliki teden je, sobota sveta, ko vabim molit Božji grob kristjana. Po cerkvah tvojih hodil sem Ljubljana, Trnovo tja sem uro šel, da
deseto. Trnovo kraj nesrečnega imena, tam mani je gorje bilo storjeno. Oddych očisal čistega plamena, Trnovo kraj nesrečnega imena. Ko je stopila v cerkev razsvetljeno, v srce mi padla iskra je ognjena, ki ugasnit se ne da z močjo nobeno. A meni je gorje bilo storjeno. Oddych očisal čistega plamena, Trnovo kraj nesrečnega imena. Trnovo kraj nesrečnega imena. Trnovo kraj nesrečnega imena. Pri Prešernu sem ugotovil to, da čist vedno se najdejo pesmi, ki so napisane ne v njegovem času, ampak za vse večne čase. In to se mi zdi, se je zgodilo, ko sem prebral tole pesem, oziroma tale njegove verze. In se mi zdi, da so absolutno aktualni še danes. Naslov je pa Kam. Brez miru okol divjam, prijatelji vprašajo me kam. Vprašajte raj, oblak neba, vprašajte raje, val morja, kadar mogočni gospodar drvih som da tje vihar. Kam, kam, kam. Oblak ne ve in val ne kam žene me, obup ne znam. Samo to znam, samo to vem, da pred obličenje ne smem. Kam, kam, kam. In da ni mesta
kazanje, ker bi pozabil dolgo je. Kam, kam, kam. Po brezmiru, okol divjan, prijatelji vprašajo me kam. Lep praznik še naprej.